Lep pozdrav. Očitno nam aprilsko vreme te dni zelo nagaja, danes dež, pretekle dni veter, ampak mi se ne damo in se učimo naprej. Včeraj smo govorili o lobu, zato bomo danes govorili o smashu, to je v bistvu udarec, s katerim se loba ubranimo, udarec na mreži. Če nekdo želi žogico udariti preko nas, z kladivom prijemom odreagiramo s kratkim nastavkom in zabijemo smash. Kako se zabije smash, bom najprej razložil za začetnike, za tiste, ki se mogoče šele spoznavate s teniško igro, potem pa bom dal še par nasvetov za boljše teniške igralce. Zopet imamo kladivo prijem, zadnjič smo govorili o pronaciji, ki se tudi tukaj uporablja, tako da jo boste lahko preizkusili tudi pri smashu. Pa gremo. Razlika pri od servisa pri smashu je ta, da namesto normalnega zamaha gremo mi po kratki poti navzgor, se pravi naredimo samo zasuk. Ja, če zdaj to iz strani, se pravi naredim samo zasuk in že imam lopar pripravljen za smash. Ja, se pravi, jaz sem loban, naredim zasuk, se postavim bočno in se začnem premikati in postavljati pod žogo. Najpomembnejša stvar je, da se dobro postavim z nogami pod žogo. Se pravi, če jaz to žogo, ki prihaja z veliko hitrostjo iz višine, zamudim, zgrešim, bi mi naj padla na glavo. Se pravi, tako se moram postaviti z nogami, da bi mi žoga, če jo v primeru, da jo zgrešim, padla na glavo. Sprednja roka nam tako kot pri servisu pomaga za ravnotežje in pa nekateri so rekli, kažite si žogo s sprednjo roko. Se pravi, nekateri so s prstom kazali navzgor. In pa levo roko držimo gor toliko časa, da začnemo z desno pospeševati navzgor proti smashu, potem pa jo potisnemo navzdol. Ostali segmenti so popolnoma enaki kot pri servisu, pospeševanje navzgor, poklop, pronacija in pa ob levo nogo. Pa naredimo prvo najlažjo vajo za začetnike. To delajte bolj na teniškem igrišču. Prosite nekoga, da vam poda visoko žogo, vi pa v bistvu v položaju za smash odgibajte tako, da jo boste prijeli nad glavo. Se pravi, če si jaz podam visoko žogo, gibam in jo poskušam prijeti nad glavo. Imam malo prostora, zato je tukaj to malce težje pokazati, ampak bom poskusil jaz to narediti doma. Hop, tako. To je v bistvu prva vaja. Potem izpeljanka iz te je, da nam nekdo zopet poda visoko žogo, mi delamo z nogami, se postavljamo, gledamo na to, da jo imamo pred sabo in potem, ko imamo žogo pred sabo, jo samo lepo pokrijemo navzdol. Se pravi, žoga se odbije pred nami na tla, z nogami odgibamo jo, počakamo, da prije na primerno višino in jo zabijemo s pronacijo v tla. Tukaj pri odboju je zelo pomembno, da se ne zaletimo v žogo. Se pravi, da ne gremo preblizu, da se žoga odbije in nas potem preskoči, ampak imamo do te žoge varno razdaljo, da se žoga odbije dosti pred nami, stojimo za njo in ko se žoga odbije, stopimo proti njej in jo lepo poklopimo navzdol. To sta lažji različici igranja smasha ali pa učenja smasha. Težja različica potem je, da mi smash odigramo direktno iz zraka. Se pravi, nekdo nam zopet poda žogo, ko smo mi na mreži, naredimo hitro pripravo in vadimo smash, brez da se žoga odbije od tal. Pomembno je, da mi to žogo vedno napadamo navzgor in da žoga nam ne pade prenizko. Se pravi, da gremo mi navzgor in jo poskušamo odigrati zelo v stegnenem položaju, ne da smo tako skrčeni in v bistvu igramo žogo v prenizki točki. Tako, sedaj gremo pa na težjo varianto. To je, ko nas nekdo skoraj že loba ali pa odigra smash tako, lob tako dobro, da mi komaj dosežemo žogo s smashom. Tukaj pa je potem pomembno delo nog, kjer v bistvu mi iz zadnje noge odrinemo navzgor in pristanemo na sprednji nogi. Zelo podobno kot pri servisu, le da tam skočimo mi naprej, tukaj pa dejansko odgibamo nazaj, odrinemo iz zadnje noge
in pristanemo na sprednji nogi. Se pravi, še enkrat, to gibanje, zasuk, ja, pravi, gremo v zasuk, odgibamo zadnja noga, odriv na sprednjo nogo. Tako, to je za tiste malce težje, ena vaja na teniškem igrišču, recimo dotik mreže, en nam poda žogo, odriv in zopet gremo dotik mreže, zasuk, odriv navzgor in dejansko naredimo več teh ponovitev in odigramo več smešov. Tako, to je bilo vse za danes. Počasi se naše druženje vsakodnevno bliža koncu. Jutri bom posnel še svoj zadnji video. Upam, da vam je bilo všeč, da boste sledili Tenis Slovenija in pa mene še naprej, da vam bom lahko dal še kakšen nasvet, drugače pa ostanite zdravi, igrajte veliko tenisa, uživajte v tej čudoviti igri. Vidimo pa se zopet jutri v našem zadnjem videu. Lep pozdrav.